Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Kot učiteljica joge in sicer tudi diplomantka na zdravstveni fakulteti vam lahko povem svojo opazko. Ljudje ne znamo dihati. Premalo dihamo, premalo se obremenjujemo in ukvarjamo s tem. In veste kaj, dihanje harmonizira življenje. No, kaj več o tem boste vsekakor izvedeli danes, sicer pa bo zanimiva tematika pogovora, te psihosomatske težave. Zdaj, kaj to pomeni? To je nek tak, boste rekli, fancy izraz, povej, kaj piše v podnapisih. To, veste, kaj pravijo, ja, imaš neke težave, to je vse v glavi, No, psihosomatske težave so povezane ravno s tem. Se pravi, če psihično nismo v ravnovesju oziroma če nimamo spucanega podstrešja, bi lahko rekli, potem tudi naše telo ne deluje na takšen način, kot mora. Sicer pa v naši družbi je gospa Blanka Gašperlin. Bi se strinjali z mano? Ja, ne deluje telo tako, kot mora. Vi imate zanimive izkušnje v vaši karieri. Kaj ste pa sami, recimo, vi opažali? Ja, jaz že, ko sem bila zaposlena v zdravstvenem domu v Kranju in sem v bistvu v svoji strokovni praksi in tudi sem imela izkušnje že v predavnimi leti. Delala sem z enim čudovitim človekom in tudi poznavalcem hipnoze, profesorjem doktorjem Marjanom Painterjem, kjer so pravzaprav vodila posvetovalnico za mlade. In takrat sem se nekako prvič srečala z težavami, ki so jih izražali mladi, ki so imeli razne skrbi, razne življenjske stiske, različne težave, čustvene težave, anksiozna, tesnobna stanja, ki so jih seveda zaupali in seveda tudi dosti kasneje, še v moji strokovni praksi sem se pa srečavala to pogosto in srečujem se seveda tudi še danes. Predvsem odkar pravzaprav uporabljamo metodo sita in harmonizator dihanja tudi v Sloveniji, imamo dnevno pravzaprav kontakt z ljudmi, ki imajo psihosomatske težave. Predvsem pa seveda, to so že večkrat omenili, že od leta 1983 so Nemci in Poljaki imeli že ta sistem za olajšanje psihosomatskih težav oziroma motenj, ki nastanejo, o katerih bomo danes tudi govorili. Bi lahko mogoče na kratko povedali, da bomo vsi na jasnem, kaj psihosomatske težave sploh označujejo? V smislu, kakšne so to težave, recimo, da se bojo ljudje lahko našli noter? Torej, psihosomatske težave nastanejo zaradi določenih življenjskih pravzaprav stisk, ki jih imamo, zaradi skrbi, in psihosomatske težave čutimo kot neko čustveno napetost, kot neko tesnobo, ki jo sprožajo pač različni stresorji v našem življenju. Tudi dolgotrajni stres to povzroči. Kaj pa potlačena čustva? Tudi potlačena čustva. Ker učili so nas, moramo biti polikani, pa po bontonu, pa vse te zadeve, pa včasih kakšne zbruhne. Ali pa 20 let prenaša nekoga, pa en dan pa pol katastrofa pride ven. Ja, glejte, potlačena čustva so ena zelo pogostih vzrokov. Čustva so naša energija in skozi čustva mi tudi pridobivamo res energiziranost za naše življenje, vendarle, če jih mi ne izražamo, nam delajo težave. Vemo, da čustveni možgani imajo svojo vlogo v našem življenju in so odgovorni za naše psihično zdravje in seveda za naše fiziološko stanje. To pomeni, če smo mi umirjeni, sproščeni, če dihamo polno, zato je metoda sita in harmonizator dihanja tako pomembna, da mi nekako, saj smo to že večkrat govorili, da vsaj 2-krat na dan, po pol ure, bi mogli mi znižati možgansko valovanje, dihati polno. To nam omogoči harmonizator dihanja in pa tudi sitin sistem. No in s tem pravzaprav omogočamo in seveda, da v tem stanju ostanemo budni. No, to stanje pa pač dokazano pomaga, da je veliko več beta-endorfinov v telesu, pač tudi drugih hormonov, ki nam pomagajo, da smo mi uravnoteženi, da mi smo z našim pravzaprav čustveno stisko takrat ne blokiramo, pa kognitivne možgane, limbične, ki pa našo sposobnost izražanja izklopijo.
takrat, kadar nastane ta problem. Misli, čustva in telo. Ja. Kako je zdaj ta trojček povezan med sabo? Pa če pogledamo telo, pa možgani, pa te zadeve. Ja, gledajte, tako zanimivo lahko to poenostavimo ali povemo, da so naše misli, ki so izvor naših čustev, vedno povezani z tem, kako se mi čustveno odzovemo. Če so misli pozitivne, je tudi naš odziv pozitiven. Kaj je zdaj prej? Misli ali čustvo? Ja. Misel je najprej. Ja, mi smo kot avto na 4 kolesa, to je celostno vedenje. In prvo se porodi misel, ta misel pač steče po določenih nevropeptidih po našem telesu, zgodi se nek vedenjski odziv, ko nekaj pomislimo, pač nekaj naredimo, no na to se pa sprožijo čustva. Kot posledica, ne kot primarno. Mi pa vedno mislimo, da so čustva tisto primarno in seveda čustva, ki so pa negativna, pa seveda sprožijo fiziološke težave. Kar pomeni, če jaz zdaj, učim se, se pravi, jaz zdaj občutim jezo. Jaz se moram zdaj vprašati, katera misel je za tem občutkom jeze? Ja, mi vedno običajno čutimo, to je v bistvu naš problem, običajno čutimo v tistem stanju, ko imamo že neko napetost, jezo, žalost, nismo pa bili dovolj seboj in umirjeni takrat, ko se je ta misel porodila. Zato sitin sistem omogoča usmerjeno pozornost misli, a ne da si ti v globokem sproščenem stanju, kjer imaš z našim vodenjem in našo pomočjo seveda nadzor nad tem, kako ti to lahko spremeniš. Seveda z leti smo pa mi kar povzeli, da je to, kar mislimo in to, kar občutimo, neki naši vzorci so kar samo po sebi umevni. Smo jih pač tudi povzeli in to lahko spreminjamo, absolutno. Gospa Gašperlin, a se lahko vrnemo nazaj na tisti avto? Lahko. Ja, ker se mi zdi, da je fajn primerjava. Ljudje včasih, ko govorimo o avtih, bolj razumejo, kot če govorimo o svojem telesu. Sprednji pogon imamo mi. Ja, misli, a ne so misli in naše vedenje je prvi pogon, je sprednji pogon. Zadnja kolesa so pa čustva in pa fiziologija. In tele dva kolesa naša vedno sledita prvim dvema. Nikoli obratno. To je celostno vedenje. V vsakem trenutku se mi tako odzivamo. Zelo zanimivo. Možgani, kadar so v kaosu, ker rekli ste namreč, kako zelo pomembno je, da znižamo to valovanje in dejansko dvakrat, se pravi po 30 minut na dan z metodo sita. Vsaj, ja. Še to je veliko. Vsaj. Ampak vsaj. Kakšna je zdaj ta razlika recimo na dolgi rok oziroma, če pogledamo, so res možgani zdaj tukaj pomembni, to valovanje gor in dol, kaj naredi? Mislim, da imamo celo pripravljeno fotografijo teh možganov. Takole, tukaj vidimo torej možgane, ja? Torej, kaj se zgodi? Mi imamo seveda čustvene možgane in imamo kognitivne možgane. Dobro. Ko imamo mi nek problem, s katerim se ukvarjamo, z našimi čustvi, s težavami, skrbjo, strahom, anksioznostjo, s tesnobo, v bistvu dihamo zelo plitko. In to plitko dihanje možgani nekako zaznajo kot en impuls, kjer je potrebno, možgani to prevedejo tako, da nam pomagajo za veliko količino adrenalina, ker mislijo, da takrat z nami nekaj ni v redu, ko dihamo plitko. Oziroma, ker nas je, se mi vemo, ko nas je strah, sploh ne dihamo. Dihamo polno samo takrat, kadar zavestno to delamo. Pozabimo, ne? Pozabimo, ja. In metoda sita temelji na nezavedni uporabi vdiha in izdiha. No in potem seveda s tem pa vplivamo, ko dihamo polno, pa vplivamo na alarmni sistem, ki ga pa imajo kognitivni možgani, ki pa ne izklopijo naš potencial, nismo v napadu panike, nismo v anksioznosti, lahko čustva izražimo, ne dihamo težko in nekako lahko izkoristimo svoj potencial in izražamo tisto, kar pravzaprav želimo.
Super, odlično. O kako enostavni in osnovni stvari govorimo, o dihanju in da pozabimo dihati. No, še dobro, da pol enkrat pa vendarle začnemo. Pa ni samo dihanje, ne? Tukaj je tudi svetloba, ne? Kaj pa ta svetloba, kaj prinaša s sabo? Glejte, ciklično nihanje svetlobe v harmonizatorju je ena od zelo pomembnih stvari sistema. Kaj ponazarja? Ponazarja 24-urni ritem noči in dneva, ki uravnava naš živčni in hormonski sistem. In v harmonizatorju svetloba in tema, pri vdihu in lastnem izdihu, nam seveda uravnovesi dovolj melatonina, dovolj nevrotransmiterjev, ki nam pomagajo, da imamo energijo, da smo odlični v kondiciji. In to sistem naredi zelo hitro. To je ena najboljša, bi rekla, najboljši antidepresiv in ena taka dobra anti-age, antioksidantska injekcija. Ko smo se pogovarjali po telefonu, ste rekli, da še ena kolegica pride, ali kako? Ja, imam kolegico, gostjo. Kolegico, kar naprej. Dobar dan, živjo, lepo pozdravljena. Evo, kar čaj, kavica. Zdravo. Evo, pa sem tle. Ja, lepo. Tanja Ribič v naši družbi, mislim, da posebej niti ne potrebujem predstavljati, ampak Tanja, ti si uporabnica metode SITA, ne? Sem, to je bila ena najbolj pametnih potez v mojem življenju, da sem se odločila, da se ne ločim od teh očal. Aha, ampak kaj je bil pa tisti osnovni vzgib? Verjetno nimaš potlačena čustva, tvoje življenje spremljam, si kar precej odprta knjiga, ne? Da ne tlačiš neki čustva ven. Kaj je bil tisti osnovni vzgib? Mislim, čustva so kar natlačena noter in tudi butajo ven. Ljudje smo pač različni in stres je pa pri vsakem, kaj šele pri takem poklicu, kot ga imam jaz. In sem imela burnout in treba se boriti proti tem vrtincu, v katerega smo primorani v današnjem načinu življenja. No, se ravno to. Vsi govorimo v naši oddaji mnogokrat, mislim, da kar vsak dan, o stresu, ne? Ampak živimo v 21. stoletju, tempo je tako hiter, ne moramo govoriti, da se bomo izognili stresu. Se mu ne moramo izogniti, sploh pa ne v tvojem življenju, ne? Ne vem, z leti se naučiš. Mislim, primoran si. Jaz sem bila primorana, jaz sem se onesvesila enega lepega dne in nisem vedela, zakaj. Potem sem začela razmišljati o prehrani in prvo sem spremenila prehrano. Videla sem, da nimam dovolj kontakta z naravo. Treba se harmonizirati mislim, zdaj bo preveč ezoterično zvenelo. Ne, v ta pravi oddaji smo. Lahko je tako. Ja, treba se uskladiti. Mislim, jaz sem, ko sem kužke ven pelala, sem mislila, ko so zmerom veseli, ker bojo videli druge kužke, ampak ne, ona dva sta znorita od sreče, ker gresta v gost, kjer ni Wi-Fi-jev, ni elektrosmoga in moraš dobiti kontakt z naravo. Da pa dobiš hitro dozo nekega pomirjanja, ne, sem pa spoznala, ko sem, prijateljica mi je svetovala za hitro učenje tujih jezikov in jaz sem nora na jezike, učila sem se jih ogromno in sem se odločila angleško, nemško, francosko pa italijansko. In sem rekla, grem pa zdaj, preden gremo z možem na turnejo v Ameriko, pa da bom malo govorila, malo več. In sem poklicala gospod Blanko, ker mi je prijateljica povedala, da je zmerila koherentnost. In kako je to ženski šlo, da je mož takoj se zna umiriti, pa to, da žensko so pa vreč hlastave, zaznavamo okolico in se ni mogla umiriti. In mi je bil to izziv in sem šla jaz tja se zmeriti skupaj z možem. In je bilo res tako, ne. Jaz sem čist narobe sem dihala, pa saj sem igralka, jaz znam dihati, ne. Ampak se je izkazalo, da sem mogla kar malo potrenirati. In kaj sem jaz odkrila? Ko sem se naučila dihati, jaz sem prišla tja vsa znervirana, ko sem se naučila dihati, sploh ni bilo več takih nobenih problemov. Kaj pa jaz sploh sekiram? In potem sem se zraven še jezik učila, ne. Meni je darilo že samo to, da sem se umirila, da sem dobila kisik na pravilen način v telo. To, da sem se pa zraven še učvrstila tuji jezik, je pa sam še bonus bil, ne?
Krasno. Se da, se pravi, ni več izgovorov, ali kako že. Ampak je verjetno zmeraj ponavadi tako, da nas morajo kakšne stvari, življenjske situacije prisiliti do tega. Tanja, v tvojem primeru praviš, da si dejansko umedlela, ta burnout, ta izgorelost, ki je, se mi zdi, da vedno bolj pogosta, ne samo pri igralcih in medijsko izpostavljenih ljudeh, ki so danes tu, jutri tam in 10 projektov skupaj, da seveda lahko preživijo, ampak tudi sicer se mi zdi, da vsakdanji človek je vedno bolj obremenjen, vedno bolj pod stresom. In tukaj je dihanje tisto, ki harmonizira življenje. Veste, to je tako, smo že zadnjič govorili o tem, a ne, nam je logično, da natankamo avto, nam je logično, da gremo na servis s avtomobilom, vsak dan se tuširamo, vsak dan zobke umivamo. Harmonizator dihanja in sistem je kot zobna ščetka. In 2-krat na dan po pol ure si človek mora vzeti časa, kjer ga sicer z tem uravnovešenjem sistemom ogromno pridobi in prihrani. In seveda s tem tudi vso kondicijo za življenje, ki ga potrebuje, predvsem pa se seveda izogne vsem psihosomatskim težavam, ki temu sledijo. Se najnovejše raziskave zadnje kažejo, da je recimo potlačena jeza, dolga žalost ali neko žalovanje vpliva na vnetja, na izločanje določene beljakovine, ki so pravzaprav ena od rekla motenj, da mi lahko zbolimo za srčno boleznijo, motnje ritma, motnje srca, koronarne bolezni, niso moto psihosomatsko stanje. Čustva vplivajo tudi na kompleten naš ustroj in ta kolesa so tako ponazorile, kako to v praksi deluje. Dragi dami, kako pa je s spanjem? Jaz zadnji mesec pa res ne spim glih tako dober, tukaj stvari je v glavi, da kar šiba in šopa sem in tja. No, to sem hotela povedati. Nekateri, kot sem rekla prej, tako intenzivno podoživljamo svet in težko je to kar ugasniti zvečer. In jaz sem, sploh odkar sem prvič postala mama, to je že zelo dolgo nazaj, ko sem se zbujala kar naprej zaradi male, ki nikakor ni spala, jaz nikakor nisem mogla pozdraviti tega svojega spanca. In se pomagala na razne načine. No, zdaj pa danes zvečer očala in sploh ne vem, kdaj me zmanjka. In to sem dala tudi moji temali, ki se je kar naprej zbujala, in zvečeri dam lepo očala in naučila sem me lepo dihati s trebuščkom in lepo zaspim, imamo mir. To dihanje s trebuščkom, ženske smo bolj navajene, da not držimo pa to, sploh na slikah, pa fotografijah, pa to verjetno tudi en svoj del prinese tega, da ne znamo pravilno trebušno dihati. Ja, verjetno, ker harmonizator senzorjem pravzaprav nam pomaga, kako narediti poln vdih in poln izdih. In če mi, ženske, ne naredimo polnega vdiha in če ne naredimo polnega vdiha, ne moremo narediti izdiha, ker sprostimo se z izdihom. Gospa Blanka je prej povedala, vsaj 2-krat na dan po pol ure. Pa to gre? Ne gre vedno, zato pa vsaj zvečer. Čisto vedno ne gre in se mi takoj sem kaznovana, če nisem redna. Ampak, glejte, stres si delamo vsak dan in vsak dan bi se morali boriti proti njemu. Jemo vsak dan si zobe umijemo, tako kot je rekla Blanka. To je zobna ščetka, je higiena duše. In recimo, če ima kdo težave s tremo, tudi zelo priporočam, se zelo fino umiri, če nisi naspan. Krval spit, zato pa imamo. Veste, sej enkrat se, če kdaj to izpustimo, ni tako hudega, a ne? Se pravi, če kakšen dan spustimo, niti ni če kakšen dan se nam zgodi, ni pravzaprav tako hudo, ker akumulacija teh hormonov se pravzaprav v našem fiziološkem stanju nabira in stresni hormoni se seveda izločajo in če občasno naredimo kakšno pavzo, kratko, ni nič hudega.
Ni nič hudega. Važno je, da je verjetno kontinuirano in da zdaj ne pozabimo na to. Ja, seveda. Kot tako. Odlično, super. Torej, dihanje je tisto, ki harmonizira naše življenje, zato da se spomnimo dihati kako osnovne stvari. Prav zares. In če bomo še kdaj si privoščili en tak fajn, svež zrak, se mi zdi, da bo to potem tista ta prava kombinacija. Verjetno ni vseeno zdaj, kakšen zrak dihamo, ne? Ja, sigurno, da ne. Svež zrak je torej tisti ta prav. In kot smo torej rekli, v možganih je trik, se pravi, da jih umirimo in verjetno potem tudi sledijo misli. Kaj se z mislimi potem dogajajo? Misli se umirijo, misli se umirijo, in mi imamo pravzaprav možnost, da usmerjamo pozornost in usmerjamo misli. To je z našo pomočjo in z uporabo sistema SITA. Smo ljudje sposobni usmerjati svoje misli, mi jih naučimo, smo pa to sposobni takrat, kadar smo v umirjenem, koherentnem stanju, takrat pa mi lahko pridemo do prijetnih misli, do prijetnih čustev kot posledica in seveda prvi pogoj je, da se mi lepo umirimo in da dihamo polno. S tem pridemo v stik s seboj in smo v seveda danem trenutku, nismo v nekem preteklem ali prihodnem času, kjer pravzaprav se vedno ukvarjamo z nekimi problemi. Ampak v danem trenutku lahko zelo uspešno pomagamo izklopiti alarm, ki ga možgani imajo, ko dihamo plitko, plitko, plitko. Plitko, plitko, plitko. Tanja, kam se misli usmerjajo med dihanjem? Se obračujem, nekaj sem odihnila, ampak me čajček fino pomagal. Misli se usmerjajo, če imaš ti jezik, pač v tebi konverzaciji. Sama delam tudi transcendentalno meditacijo in bi lahko rekla, da je to podobno, oboje te pripelje do alfa stanja. Mi smo bili pri SITA, ta očala smo dobili tik preden smo šli v Avstralijo in vemo, koliko je ta pot dolga, ne? In nama je sigurno ta pot bila skrajšana za polovico. Ker se uporabljajo ta očala in tudi pri jetlagu zelo pomagajo. Aha, ja, to pa ker je dovolj melatonina, ko recimo svetloba in tema pomagata to, kot smo prej rekli, uravnovešanje živčni in hormonski sistem in je vedno dovolj hormonov za spanje in vedno dovolj hormonov za energijo. In v krajšem času ne čuti človek tega pritiska, da je prestopil iz dneva v dan v 24-urnem ritmu. Krasno, najlepša hvala za tole sporočilo in seveda za vse izkušnje. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, še kakšna informacija, najdete lahko na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. In kot ste slišali, ne pozabi dihati. Naj vam bo svet lep.